Psalm 63. O Bog, moj Bog, žejno te iščem. Moja duša žeja po tebi, kakor suha, in žejna zemlja po vodi, tako moje telo, ko prni po tebi. Bom zapel v malgaškem jeziku ta psalm. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagori, ki je verovala, kajti izpolnilo se bo, kar je povedal Gospod. Marija pa je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Gospod Župnik, zelo sem počaščen, da lahko danes omažujeva. Pa ne le z vami, ampak tudi z gospodom Janezom Mesecem. Namreč, jaz sem ga vabil z Zambijo, pa je pa skretnica prišla, ga je pa zapeljalo na Madagaskar. A je bilo tako? Točno tako, ja. Ja, ne skrbeli, da je tako na Madagaskar. A ti si tudi, ti tudi nameravaš nazaj? Ja. No, vidiš, torej, ti bomo vse dobro želeli, da boš primaši, bomo zate molili, da boš vztrajal. Ja?
se nazaj, ali pa če se už pa vrnil, pa tako vse, tudi pa tudi rekel. Ko sem se jaz pred 6 leti vrnil, po 52 letih delal v misijonih. Ja, torej, vi tako že vse veste. Ne veste pa tistega, kar jaz vem. In bi vam rad eno zgodbo povedal, ki je čisto enostavna, ampak seže pa do kosti. Torej, človek in pes in konj so šli na potovanje. In ker je bilo zelo vroče na poti, so potem želeli, da bi senco našli. In so jo našli pod velikim drevesom. Oddahnili so se in nameravali iti naprej. Takrat pa, glej, udari strela in vse ubije. Oni pogledajo in nič ne opazijo, da se je zgodilo in grejo naprej. No in ko grejo naprej, že je ostane tudi trpljenje, pa zagledajo na palačo in krasna vrata, potrkajo in jih sprejmejo. Vratar jim je pokazal krasen trg. Je bil tlakovan z zlatimi ploščami, na sredi pa vodnjak. Joj, kako je voda govorila. Ja, pojte se napit. In pa stražar pa pravi, ja, ti človek, ti greš lahko pit, ampak tele dva, konj pa pes pa ne smeta, takih mi ne sprejmemo. O, se je pa sebe šel, pa je rekel, ja, če je pa tako, potem pa, ja, jaz ne morem svojih prijateljev, pustiti zadaj, jaz se bom gore napil, ali da bo žena ostala. Bomo kar malo drugam šli. Oziroma, zdaj mi pa še povejte, kateri pa je ta kraj. Pa pravi stražar, tu so nebesa. A nebesa? In grejo naprej. Spet govorijo kakšen pol dan hoda ali več in zagledajo kmečko hišo. Potrkajo in noben odpre. Pa poklukajo, pa se je kar odprlo in oni vstopijo na dvorišče. In tam z dvorišča pa vidijo, kako en drevored pelje proti hribu. In torej staza in drevje, hladovina. In ko se odpravijo na pot, zagledajo pod drevesom kmeta s klobukom na glavi, ki ima dremlje. Pa ga vprašajo, ja, gospod, a bi vi nam dali kaj vode ali pa pokazali, ki je bil dobil, ko smo zelo ženi. In on pa pravi, ja, kako ste se naprej pojte, pa boste videli hribček in tam pa so skale, tam žugori voda in se napite. In tako so šli tja in se napili vode. S hvaležno se pridejo nazaj in se mu zahvalijo. Potem pa, ko se že obrnejo proti vhodu, da bi šli ven iz hiše, pa vpraša človek, ja, pravzaprav, kaj pa je to za kraj tu? Veste, tu so pa nebesa. Kako nebesa?
mi smo videli tam nebesa gor pri tisti palači. Ja, veste, to oni vas samo farbajo. Prava nebesa so pa tu. Ja, zakaj jim tega ne prepoveste? Ja, to pa ne moramo prepovedati, ker oni nam uslugo delajo. Kajti zadržijo vse tiste, ki ne svojih prijateljev ne spoštujejo ali jih zapustijo. A tako je ta reč. Ja, če so pa tu nebesa, bomo pa kar tu stali. No, in so šli brez telesa na to potovanje, sploh niso vedeli, da so umrli. In so se znašli končno v nebesih. Ja, v nebesih se je tudi Marija znašla, ampak to je bil pa rom-pom-pom, to je bila pa velik sprejem. Vsi angeli pa svetniki so čakali. Te popotnikov ni na začetku noben čakal, pol so tudi marsikaj doživeli. Marija je pa imela vrta vrata. Sam njen sin jo je objel in jo očetu peljal. In pa seveda so se pa lepo pogovorili in sklenili, da bodo imeli gostovanje. In 8 dni so pripravljali ta praznik. Odmrejte 8 dni. In to je od nebovzetja pa do danes je 8 dni. In so je rekli, nekaj posebnega ti bomo dali. In so dali krasno krono. In Marija je bila kronana. In počaščena od angelov in svetnikov. No, Marija, ker je pa ona, ima vse prijatelje rada, nobenega ni zapustila, vsem pomaga, celo sovražnikom, je pa takšna, kot je bila tudi ostala v nebesih. Pa si mislila, ja, ta krona pa toliko draguljev pa vsega tega. Je pa rekla, vidite, kaj bom pa jaz sinu povedal pa očetu, Sveti Duh se strinil sem in je pa rekla, jaz bom pa zdaj tistem, ko bodo prišli, pa bom jaz dala en drag kamen vsakmu njihovo krono. Tako, da bodo tudi oni počaščeni, kot sem jaz, ker jih bom tako rada. No, vidite, ta zgodba nas je pripeljala zemljo v nebesa in seveda smo pa še zmeri na zemlji. In se bomo še trudili, da bomo prijatelje spoštovali in dobro delali. In da se pa vi misionarji, predvsem laiški, tudi seveda duhovniki in sestre, torej, to pa vi ste delali ali 3 ali 5 let, ali ne vem koliko let, in imate zelo lepe, drage kamne goste pripravljene, da vam jih bodo dali v krono. A bo se veseli tega, ne? Ja, vidite kaj, težko je verjeti reči, zato je pa treba moliti. Ko bo pa pri tej sveti maši za trdno, močno vero bomo molili in bomo Boga prosili, da nas bo prepričal, da so tisti, ki so pa umrli kot misionarjev ali duhovnikov ali sester, da so zdaj že gor pri Bogu in se veselijo z Marijo. Tako. Zanimivo pri vsem tem je, da tisti, ki so umrli, sploh niso vedeli, da so umrli. In to se pa zgodi tudi nam. Bojimo se trenutkov pred, oziroma časa pred, ko pa pride, je pa tam, ko si tam. In krona te čaka. Amen.
velika prošnja je zato, da bi nam Bog dal močno vero. Preprosto, kmečko vero. Prosimo Gospoda, prosimo te, usliši nas. Prošnje, ki so nam izpolnili Svete Cerkve danes. Blagoslavljaj Bogu posvečene, da bodo vztrajali v predani službi vsem ljudem. Prosimo te, usliši nas. Pomagajo oblastnikom, da bodo vsem zagotavljali svobodo in človeško dostojanstvo. Prosimo te, usliši nas. Vodi kristjane po poti edinosti, da bomo vsi eno s teboj. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj nas, da bomo vedno pripravljeni skrbeti za bližnje, ki potrebujejo pomoč. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi k sebi pokojne, ki so se trudili za svetost in podpirali tvojo cerkev. Prosimo te, usliši nas. Jaz bi vas sicer povabil, da tudi kakšno prošnjo izrečete, če vas tako Sveti Duh navdihne. Gospod, prosimo te za vse laiške misionarje, ki so trenutno na misijonih, da bi se zavedali svojega poslanstva in hvalili zdravjem in vero. Prosimo te, usliši nas. Za blagoslov vseh bivših laiških misionarjev, vseh njihovih družin, da bi rasla njihova vera in pričevanje tudi tukaj v domovini. Prosimo te, usliši nas. Za vse pokojne misionarje, misionarke, še posebej laiške misionarje in misionarke, pa tudi za njihove starše, ki se je zapustil Jože Tomažič, oče misionarke Anice. Daj jim krono, tam Jezus ti daš krono, krona jih z veseljem, nebeskim kraljestvom. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, sprejmite naše prošnje skupaj z našim darom kruha in vina, ki bodo postali telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa.